Tudi jaz se zahvaljujem za odziv na današnjo tiskovno konferenco. Ravnokar smo se vrnili iz sestanka na Petrolu v Ljubljani, zato smo tudi današnjo konferenco prestavili iz jutranje ure na sedanjo uro. Nekaj stvari smo dogovorili in jaz mislim, da je prav, da je tudi majčkeno kasnejša novinarska konferenca posledica tega, da smo se zdaj približno en teden intenzivno pogovarjali z vsemi deležniki, ki so pač vpleteni ali pa ki lahko kakorkoli pomagajo k situaciji, ki jo v Hrastniku in ne zgolj v Hrastniku seveda imamo. Najprej bi začel z situacijo glede gospodinjstev in občank in občanov. Tukaj je prva stvar seveda, ki jo je potrebno pohvaliti, ta, da je vlada naredila regulacijo cene za gospodinjstva. Ta cena se v Hrastniku povečuje iz dobrih 65 evrov v prejšnjem letu na 98,7 evra na megavatno uro. To je tudi ta regulacija, ki velja navzgor za celo Slovenijo. Veste, da bi bila drugače cena, ukolikor do regulacije ne bi prišlo, 160 evrov na megavatno uro plus DDV, kar pomeni, da bi bila podražitev več kot dvakratnik zdajšnje cene za naše občanke in občane. Ta podražitev, ki se nam obeta, vendarle pomeni veliko obremenitev za občane in občanke. Gremo iz 65 na 98, to vendarle ni majhna cena in jaz sem prepričan, da bomo tle morali lajšati številne socialne stiske občank in občanov. Povedali smo v torek tudi predsedniku vlade, ki sem ga sam nagovoril na srečanju županov in župan, kaj bo vlada storila z daljinskim ogrevanjem. Na tem srečanju je bilo povedano, da bo regulacija cen za občane že tisti dan in je res bila, tako da to je za pozdraviti. In tudi predsednik vlade je tam obljubil, da bojo ministrstva iskala rešitve za javne zavode. Tako je bilo tudi pri regulaciji cen električne energije. Naj povemo, da če smo lahko zaenkrat zadovoljni s tem, da se je regulacija cene za občane in občanke zgodila, je pri tem potrebno povedati tudi, in to bo povedala tudi naslednja naša sogovornica, glede enkratnih socialnih pomoči in stisk v Hrastniku, se pravi, koliko je dejansko bilo takšnih primerov in kakšne so kaj številke v Hrastniku. Prav tako ima tudi občina en vzvod enkratnih denarnih socialnih pomoči, ki jih sicer porabljamo večinoma za ozimnice, za kurjavo in tako naprej. V tem primeru pa lahko jih uporabimo tudi za zadevo, se pravi, glede plačevanja položnic. Prav tako smo se pogovarjali tudi z Rdečim križem, da bomo šli nasproti, ukolikor bo za občane in občanke to potrebno. Dogovorili pa smo danes s Petrolom, da vendarle tudi Petrol pošlje en dopis vsem, ki so na daljinskem ogrevanju in poizkuša razložiti, zakaj je do takšne cene prišlo. Današnja cena plina na trgu je precej nižja od cene, ki velja za ceno Petrola v Hrastniku. Zato je prav, da Petrol tukaj poskrbi za eno argumentacijo, ker je v bistvu njihov sistem daljinskega ogrevanja. To, če sem na kratko povedal, kar je za občane, pa smo absolutno nezadovoljni s tem, kakšne so cene za javne zavode, da so v teh cenah tudi nekatera društva. To imamo danes predstavnika enega društva. V Hrastniku so 4 društva, ki imajo ceno za poslovni odjem. To so Rudarska godba Hrastnik, Rdeči križ Hrastnik, gasilci v Hrastniku ter Kegljaško društvo Hrastnik, ki bojo plačevali ogrevanje, ukolikor ne pride do regulacije, po ceni 291 evrov na megavatno uro plus davek. To so cene, ki za ta 4 društva pomenijo takšno povečanje, da bojo zelo težko preživela. In jaz mislim, da sta 2 od teh društev, gasilci in Rdeči križ, tisti, ki želimo v vsakem primeru, da delujejo nemoteno in da ni to zgolj naloga občine, da zagotavlja sredstva, ampak tudi na strani tistega, ki je
to povzročil. Tukaj še enkrat omenjam tisto uredbo, ki je uredila cene električne energije, kjer so bila društva in javni zavodi prav tako kot gospodinjstva vključeni. Zaenkrat za društva in javne zavode tega še nimamo. Imamo pa obljubo Ministrstva za energetiko, jaz se opravičujem, ker zdaj imamo nova imena ministrstev, pa še ne poznamo vseh čist natančno, da bojo naredili tudi regulacijo za ceno vrtcev in šol, tudi zdravstvenih domov, in tukaj si želimo seveda, da bi tudi izvzeli sama društva. Zdaj, če majčkeno na kratko povem, cene, ki se obetajo za javni sektor, morate vedeti, da je od 55 poslovnih najemnikov oziroma teh, ki imamo poslovne cene, skoraj več kot polovica količine zakup javni sektor. To pomeni, ali so to občinski javni zavodi ali državni zavodi. Mi imamo na daljinskem ogrevanju celotno davčno, socialno, zavod za zaposlovanje, dom starejših občanov Hrastnik. In naj povem samo za primer, po novi ceni toplote bi letni strošek ogrevanja pri domu starejših iz sedanjih 39 tisoč evrov se dvignil na 162 tisoč evrov. Letni strošek ogrevanja šole se dviguje iz praktično iz 32 tisoč na 133 tisoč evrov. Strošek vrtca se dviguje iz 12 tisoč na 49 tisoč evrov, s tem, da morate vedeti, da so vsi ti objekti tudi energetsko sanirani. Energetske sanacije so se v preteklosti izvajale v javno-zasebnem partnerstvu s Petrolom in mi resnično ne želimo celotnega bremena prenesti na občino, ker to hkrati pomeni, da zažiramo denar, ki bi bil namenjen za investicije v občini Hrastnik. Mi kot občina smo imeli, pa ne edini, težavo z zaprtjem proračuna za leto 2023, ker se nam stroški ogrevanja, elektrike, povišanja plač in inflacije v bistvu zvišujejo za skoraj 1 200 000 evrov. Sama povprečnina, ki je nekaj pod pol milijona višja od prej, torej niti polovično ne pokrije zvišanja stroškov, in to je za občino, kot je Hrastnik, ki je socialno in demografsko izrazito obremenjena, breme, ki v resnici pomeni samo eno stvar, da bomo na vseh nivojih morali racionalizirati, močno racionalizirati poslovanje, da bomo morali tukaj pogledati po vseh segmentih, ali bomo opuščali nekatere servise za občane, ali bomo mogli zniževati denar za javne zavode, za programe, ki jih zagotavljamo preko javnih zavodov, za društva in tako naprej. Tega si ne želimo, zato še enkrat vlada, kateri se zahvaljujemo za regulacijo na strani občanov, vlado naslavljamo, da naredi regulacijo tudi za javne zavode, ker je sorazmerno cena, ki jo Hrastnik in s tem Hrastničani in Hrastničanke plačujemo za to situacijo, sorazmerno višja od številnih drugih občin po Sloveniji, vpliva na same cene pa tukaj nimamo. Za konec bi sam še dodal zadevo, da smo se povezali s številnimi župani po Sloveniji in da smo skupno nezadovoljni s tem, kar se dogaja. Naj povem, župani, ki smo na Petrolovem daljinskem ogrevanju, to so občine Ravne, Šentilj, Ribnica, Metlika, smo se župani povezali, tudi majčkeno skupaj nastopamo v nekaterih zadevah in imamo še en skupen izziv, ki se mu reče bazen. O tem bo kaj več povedal tudi direktor. Jaz bi izpostavil zaenkrat samo eno številko. V hrastniškem bazenu plavajo otroci iz 5 občin. Lansko leto je bilo prodanih dnevnih kart za šolo plavanja 7316. Če mi bazen zapremo, ker nam bazen dela prevelik minus, povišanje ogrevanja gre iz 42 tisoč na 98 tisoč, kaj se bo zgodilo z edinim tovrstnim objektom v regiji in kdo nam lahko pri tem pomaga.
To je en tak plastičen prikaz tega, kar smo tudi danes na Petrolu se pogovarjali. Mi smo na nek način tukaj ujeti v sistem energetske sanacije bazena, ki je prav tako narejen v partnerstvu s Petrolom in nas pogodba zavezuje, da energenta ne moramo zamenjati, ne? Kar pomeni, mi smo prisiljeni v to ceno in v ta način ogrevanja bazena. Z takšno ceno, kakršna je, to pomeni, da bomo bazen po vsej verjetnosti v kratkem zaprli in iskali druge rešitve. Danes smo na Petrolu tudi dogovorili, da problematiko bazenov, tukaj imamo pa enako kot Ravne na Koroškem, ki imajo prav tako bazen, poskušamo rešiti tudi s Petrolom. Jaz mislim, da tukaj mora biti pri javno-zasebnih partnerstvih tveganje rizika visokih cen obojestransko. Da tukaj ne more biti samo javno-zasebno partnerstvo dobro takrat, dokler je vse ok, ko pa se cene zvišajo, pa vse breme prevzame javni partner. Tako da s Petrolom smo dogovorili še enkrat, da bojo obvestili vse občane o razlogih za povišanje cene, da bomo iskali skupno rešitev za to, da bazena v Hrastniku in še kje po Sloveniji ne zapremo, in dogovorili smo se tudi to, da Petrol opozori na to, da bi morala biti društva izvzeta iz tega, da plačujejo poslovni odjem, ker jaz mislim, da resnično ni fair, da obesimo stroške visokega ogrevanja na društva, kot so Rdeči križ, gasilci, Rudarska godba, Kegljaški klub in še številna druga društva po državi. Jaz bi na tej točki zaključil, pa bomo potem še na voljo za dodatna vprašanja. Zdaj bi pa povabil gospod Barbaro Berglez iz Centra za socialno delo Hrastnik, pa bom še tako gledal, da si jo lažje zapisali. Center za socialno delo Zasavje, enota Hrastnik, je majhen center, vendar skrbimo za posebno degradirano področje oziroma občane. Že leta ugotavljamo, da so največje stiske predvsem materialna ogroženost v Hrastniku. Tukaj je absolutno na prvem mestu ogrevanje, ki je skozi vsa leta že bilo na zelo visoki ravni oziroma zelo visokih cenah, ki ga je tukajšnja populacija, ki je v veliki meri, v največji meri starejša populacija, zelo težko plačevala. Mi smo v lanskem letu izdali izrednih denarnih pomoči za 75.300 evrov. Od tega je bilo približno 75% za namen ogrevanja. V zadnjem času pa ugotavljamo, da se vedno več uporabnikov obrača na center, ne samo po izredne denarne pomoči, zato ker ne zmorejo plačila položnic, čeprav so stiske zelo visoke, velike, ampak tudi na posledice, ki jih zaznavajo uporabniki, in to je materialna ogroženost, potem posledično pride tudi do stisk občanov, ker so pač v eni zagati, kako reševati probleme. In tukaj smo zelo dobro povezani z humanitarnimi organizacijami, tukajšnjim Rdečim križem in pa seveda Karitasom. Izpostaviti je potrebno tudi vedno večje stiske zaposlenih, predvsem družin z majhnimi otroci ali pa z starejšimi otroci, ki prejemajo reden dohodek, ampak le-ta ne zadošča niti za poplačilo rednih položnic, ampak tudi niti za en stil življenja, ki ga zaposlenim nekje pritiče. Bojimo se podražitve oziroma višjih položnic ogrevanja, ker moram poudariti, zaenkrat na centrih še nimamo nikakršnih navodil o kakršnih koli sistemskih rešitvah glede podražitve ogrevanja. Smo pa prepričani, da je to definitivno stvar, ki jo je potrebno rešiti na nivoju države. To ne sme patiti na občine, ker občina teh virov nima. Upamo, da bomo te sistemske rešitve čim prej dobili.
Bom pa rekla, da tekom do takrat pa seveda mi nekje blažimo stisko z temi izrednimi denarnimi pomočmi, svetovanjem uporabnikov, napotitvami na ostale organizacije. Hkrati pa je treba povedati, da država za ta namen niti ni spremenila nikakršnih cenzusov, meril za podajanje oziroma odobritve denarnih pomoči. Zdaj lahko še mogoče en primer. Samska oseba, starejša od 65 let, ki živi v najemnem stanovanju 42 kvadratov, z pokojnino in z socialnim transferom mesečno dosega 620 evrov, ima subvencionirano najemnino. Mesečni strošek najemnine je 30 evrov in je dobila položnico za mesec december, ko je treba poudariti, da mesec december ni bil hladen mesec, je dobila položnico za redni strošek ogrevanja 85 evrov. Če to preštejemo, pa upoštevamo še, da kot starejša oseba ima povišane stroške zaradi bolezni, obiska zdravnikov, dodatnih zdravil. Tukaj je še treba seveda strošek elektrike dati zraven, zavarovanja. Mogoče, če jim 150 evrov stane za prehrano, če pa je še slučajno kakšna posebna prehrana, kakršnakoli dieta, pa bo zelo, zelo težko preživela mesec. Tako zaenkrat, če bojo še kakšna vprašanja, pa potem. Kakor je že župan prej naredil uvod oziroma v sami najavi, mi smo pač zavod, ki v Hrastniku pokriva večino infrastrukture, se pravi, ki jo občani uporabljajo v kulturne, športne in pa druge proste časovne namene. Vsi poznate, kakor je bilo že omenjeno, se pravi, smo ena izmed redkih občin oziroma ena izmed zelo, zelo redkih nemestnih občin, ki ima ta privilegij, da ima pač zaprt zimski bazen. Hkrati s tem pa je tudi, bom rekel, kot občina ena izmed bolje opremljenih z samo športno infrastrukturo. Tu govorimo o dveh športnih dvoranah, govorimo o zunanjem atletskem igrišču, bazen sem že omenil in podobno. Se pravi, sami stroški oziroma ogrevanje predstavlja pač največji materialni strošek, se pravi, ki ga javni zavod ima. Se pravi, da grem pač čist konkretno na številke, se pravi, mi se dvigamo na letni ravni iz cirka 90 tisoč evrov stroškov ogrevanja na cirka 220 tisoč evrov. Zakaj govorim cirka? Že prej je kolegica iz Centra za socialno delo lepo omenila, se pravi, preračuni so narejeni na leto 2022, s tem, da je treba omeniti, da smo imeli relativno mile zime. In tudi recimo pri strošku položnice, se pravi, ki se zdaj trenutno pač primerja, se pravi, december je bil pač še relativno topel. Se pravi, vsi vemo, kakšne so temperature ko bi rekel zdaj 25. januarja, pa kakšne so bile pač 25. decembra. K temu bi jaz dodal še vsaj 10-20% variabile, ki jo lahko računamo na letni ravni. 10-20% pa to pomeni še takoj 20 ali pa 40 tisoč evrov dodatnih stroškov. Zdaj še pač čisto konkretno, se pravi, bom navedel samo 3 primere. Recimo, kot Delavski dom Hrastnik, kot izrazito kulturna institucija, se pravi, stroški ogrevanja pri Delavskem domu se bojo povečali iz sedanjih približno 16 na skoraj 50 oziroma na dobrih 48 tisoč evrov. Kot že omenjeno prej bazen, pri bazenu se samo stroški ogrevanja povečujejo iz cirka 40 na skoraj 100 tisoč evrov, kar pomeni 60 tisoč evrov letno dodatnih stroškov, in pa recimo primer športne dvorane Hrastnik, kjer se povečuje strošek ogrevanja iz cirka 15 tisoč evrov na skoraj 35 tisoč evrov. Kakor sem rekel, letni stroški po trenutnih predvidevanjih so višji za 140 tisoč evrov in mislim, da mi ni treba dodatno opozarjati, se pravi, da to predstavlja nenormalno povečanje, ki ga samo
z racionalizacijo oziroma s tem, da pač pripiramo, zapiramo radiatorje in podobno pač ne moremo doseči. Omenil sem že prej, se pravi, pač Hrastnik je ena izmed nemestnih občin, ki ima pač pokrit zimski bazen, ampak glede na to, da je vseeno in površinsko, in geografsko, in po prebivalcih relativno majhna občina, ratuje to čedalje strošek, ki ga bo čedalje težje pokrivati, se pravi, iz leta v leto. Se pravi, to je to zaenkrat, se pravi, za vsa nadaljna vprašanja. Pa predlagal, se pravi, po. Lep dober dan še v mojem imenu. Torej, jaz sem predstavnik enega izmed društev, ko nam zdaj grozi tale veliko povišanje cen ogrevanja, s katerim se društvo, kot smo mi, na primer, težko spopademo. Veste, da je rudarska godba Hrastnik prostovoljna, nepridobitna, nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu in združuje godbenike in godbenice, ki imajo zadostno znanje na področju glasbe, da lahko nadaljujemo 170. obletnico neprekinjenega delovanja rudarske godbe. Ta praznik imamo namen obeležiti letos. In če vam rečem, da smo neprofitna in nepridobitna organizacija, lahko rečem, da je strošek, lastni strošek, katerega mi prispevamo k našem budžetu, tam ocenjen nekje od 2000 do 2500 evrov, ki je posledica pobrane članarine oziroma prispevkov, katere nam podporni člani namenijo za naše delovanje. Vse ostala sredstva dobimo od sponzorjev. Tlele moram pohvaliti občino Hrastnik, kjer nas že zdaj tako podpira, ker veste, zdaj glavni naš sponzor Rudnik Hrastnik Trbovlje, v bistvu ga ni več in s tem smo izgubili tudi velikega pokrovitelja. Zadnje dve leti smo dobili od HSE-ja eno lepo finančno injekcijo, za letos ne vem, kako bo, in glede na to, da imamo marca občni zbor, ki je treba pripraviti tudi finančno konstrukcijo, kako bomo tale našo praznovanje 170. obletnice neprekinjenega delovanja speljali, vam povem, da sem v zelo težki situaciji. Konkretno s temlem stroškom ogrevanja smo zdaj lansko leto naprimer plačali nekje 2800 evrov. Po tej ceni, ki se nam predvideva za zdaj, je 6200 evrov. Ni mi jasno, mislim, ne vem kako, če ne bomo dosegli enega konsenza z Petrolom, kjer se po moji oceni lahko obnaša monopolno, ker je pač edini, ko ima to vrstno storitev, ko zagotavlja to vrstno storitev v našem Hrastniku. In če potuhtaš, da smo v zadnjih parih desetletjih to našo lepo dolino iz tistega dima spravili na eno tako centralno ogrevanje, se pravi iz enega mesta, da zopet lahko dihamo zelen pa tak neomadeževan zrak, potem, jaz ne vem, kot da bi ljudi silili, da začnemo spet z individualnimi kurišči pa s temi. Tako da v primeru, da ne bomo našli nekega konsenza, se bojim, da bo obstoj in delovanje tega našega društva otežkočeno in v tem primeru občina sigurno ne more pokriti vse stroške, ker nima samo našega društva. Se bojim, da se zna narediti tudi najhujše. Tako da tukaj zaenkrat iz moje strani, hvala lepa. Ta sredstva, ki jih imamo na voljo, bomo seveda pomagali skupaj s CSD-jem. Mislim, da se bomo usedli, da ugotovimo, kdo so tisti, ki so upravičeni do teh pomoči, in jaz sem prepričan, da bojo šle te pomoči v prave roke. Se pravi, socialno šibkejšim? Zaenkrat v prvi vrsti socialno šibkejšim. Pa tistim seveda, ki si ne morejo privoščiti, da pridejo čez mesec. Tukaj jaz sem prepričan, da bi lahko tudi vodja CSD-ja povedala, da te enkratne denarne pomoči niso vedno samo za tiste, ki so stalno, ki imajo težave na centru za socialno delo, ampak tudi za tiste, ki so recimo nekje na meji, pa rabijo en strošek pokriti in za katerega nimajo dovolj financ.
Tukaj moram povedati tudi to, da se je odzval med prvimi, prednje prišlo do regulacije, tudi minister Mesec, ki je imel namen pred tem, ko so dogovorili regulacijo, priditi v Zasavje. Zdaj ga naslednji teden ne bo, ampak jaz sem prepričan, da bojo našli sredstva tudi za CSD, da bojo pomagali. Pogovarjali ste se s Petrolom, ne? A bo Petrol tudi na kakšen način s kakšnim odročnim odplačevanjem ali tako stopil nasproti občanom, tudi vsem ostalim, ne? Sej v končni fazi najbrž težko plačujejo vsi po vrsti. Ja, mi smo Petrol, tako kot sem rekel, prosili za to, da pošljajo eno obvestilo vsem, ki so na Petrolovem sistemu daljinskega ogrevanja, in prosili smo jih, da dajo tudi kontakt. Zakaj? Vsi, ki imajo težave s plačevanjem, da uredijo to najprej na Petrolu. Jaz sem povedal, da pač glede na to, da se ljudje številni obračajo na občino, da je prav, da Petrol kot nekdo, ki zagotavlja daljinsko ogrevanje, odgovarja na taka vprašanja in tudi, da najde nekatere rešitve. To je obročno plačevanje, to je plačevanje z zamikom in tako naprej. Kako pa je Petrol vam utemeljil to podražitev? Rekli ste, cene na trgu so nižje, oni pa zdaj držijo. Njihova metodologija cen, mi lahko posredujemo njihov odgovor, metodologija cen je zelo zapletena in jaz sem prepričan, da so tako zapleteni odgovori velikokrat za ljudi nerazumljivi. Gre za neke formule, ki jih je težko razumeti, zato ker je cena daljinskega ogrevanja v Hrastniku, recimo v Ravnah, v Ribnici, v Šentilju povsod drugačna. Tako za fizične osebe, se pravi za gospodinjstva, kot tudi za poslovni najem. Tukaj gre po njihovih besedah za različno metodologijo in različne energente. V Hrastniku je bila letos ena večja obnova njihovega kotla, ki tudi omogoča mislim, da ni celih 86 MW so proizvodne daljinske lesne biomase in se pravi, na Ravnah imajo več biomase, zato prihaja tudi do različnih izračunov. Še enkrat pa jaz mislim, da to mora pojasniti Petrol, ki ima te metodologije takšne, kot jih ima. Da bi pa spremenili to ceno, oziroma jo znižali, pa niste uspeli doseči, oziroma ste se sploh v tej temi pogovarjali pa poskusili? Petrol utemeljuje ceno z nakupom plina, kjer nimajo dodatne marže po njihovih besedah. Se pravi, dejansko so po takšni ceni, ki je zdaj, se pravi, se kaže na položnicah, oziroma se ne kaže na položnicah, še na februarskih položnicah se bo to odražalo. Se pravi, oni so po taki ceni plin kupovali. To pomeni, vsaj tako si mi razlagamo, da so zakupili količino plina v momentu, ko je bila cena letega precej visoka. Kakšne vzvode pa ima občina? Prej ste omenili, da so neke, v bistvu, oziroma neke ali rezerve, ali kakorkoli že tudi pravilnik verjetno sprejet za neke pomoči, ki jih lahko namenite tudi za k ogrevanju, pa niso toliko vezane verjetno na te cenzuse, ki jih pač Center za socialno delo mora upoštevati. Kako lahko vi to? Drži, se pravi, glede na pravilnik lahko mi tudi določimo, zaradi kakšnega razloga bomo pač te enkratne denarne socialne pomoči izplačali, potem določimo neke kriterije in tudi na podlagi tega pomagamo. Pripravljamo tudi z Rdečim križem eno akcijo in jaz mislim, da tudi Rdeči križ, tako kot številni Rdeči križi po Sloveniji, lahko komu tudi plača kakšno položnico, in vemo, da jaz mislim, da če se bo to porazdelilo med Centrom za socialno delo, občino, Rdečim križem, da bomo bliže temu, da bo to za ljudi dokaj vzdržno. Je pa še enkrat, to pa moram poudariti, nesorazmerna obremenitev prebivalcev Hrastnika in Trbovelj, glede na to, da nekdo, ki dela v steklarni, nima vpliva, kdo njemu zagotavlja distribucijo toplote, glede na recimo nekoga v Kopru, Murski Soboti in v Ljubljani. In jaz mislim, da tukaj je stvar države in vlade, da regulira, da ne prihaja do tako enormnih razlik za ceno ogrevanja po različnih krajih v Sloveniji. Še enkrat bom povedal tudi tisto, kar sem povedal na začetku. Zasavje in predvsem Trbovlje in Hrastnik smo demografsko in socialno dve občini, ki sta med najbolj obremenjenimi v državi. Se pravi, da več kot pade na občine tudi potem raznoraznih subvencij, raznoraznih plačil, subvencij za stanovanja in tako naprej. To pomeni, da imamo manjši investicijski potencial. In vkolikor država tukaj ne priskoči, pomeni, da bomo vedno zaostajali za bolj razvitimi regijami.
O splošni subvenciji občina na tem področju ogrevanja ne razmišlja. Ne. Neuradno je bilo slišati, da z strani vlade naj bi razmišljali tudi, da bi javne zavode vključili v ta sistem, to, ko so zdaj zamejili za gospodinjstva. A imate tudi vi kakšne informacije? To je to, kar sem povedal na začetku. V torek je na Skupnosti občin Slovenije sem postavil vprašanje predsedniku vlade, kaj bo naredili z daljinskim ogrevanjem. Izpostavil sem primere javnih zavodov, doma za starejše ter primer bazena in predsednik vlade je rekel, da bojo za gospodinjstva naredili regulacijo in da na to sledijo tudi javni zavodi. Zaenkrat je bilo strani ministra Kumra rečeno, da se pripravlja regulacija za vrtce, šole in zdravstvene domove. Danes smo govorili tudi s kabinetom ministra Maljevca, da naj tja vključijo tudi centre za socialno delo, domove za starejše in tako naprej. Jaz mislim, da bi tukaj morali dati, tako kot je bilo z energijo, da so vsi javni zavodi vključeni v regulacijo. Kaj pa mali podjetniki, predvsem te, ki imajo v centru lokale, se tisti, ki imajo izven, imajo verjetno svoje ogrevanje, ampak tukaj je kar nekaj stavbe, niso energetsko najbolj sanirane oziroma so bile narejene v času energetskih debelih krav. Kaj pa s temi? Mali poslovni odjemalci, to gre recimo za frizerske salone, imajo že danes ceno enako, kot jo imajo gospodinjstva. Ti so bili v tej regulaciji upoštevani. Je pa razlika med malim in srednjim lahko zelo specifična. Jaz bom povedal primer zopet društva, Kegljaškega društva, ki ima v pogodbi zapisano s Petrolom, da je 78% računa gospodinjski odjem, 24 pa poslovni odjem, oziroma 22 pa poslovni odjem. In kje je tista meja količine porabljenega ogrevanja in kakšno metodologijo ima Petrol pri zaračunavanju tega, je potrebno zopet postaviti vprašanje Petrolu. Nam se zdi to mečken nenavadno, da imaš deljen račun eno društvo za en objekt. Vsekakor pa jaz mislim, da je za gospodarstvo to velika obremenitev in do zdaj nismo imeli diferenciranih cen. Cene se razlikujejo pa zaradi tega, to pa je razlaga, ker imamo na gospodinjstvih kapico, na ostale cene se pa potem prevali zaenkrat na javne zavode in na gospodarstvo. Kaj bo država naredila za gospodarstvo, je verjetno dobro vprašanje in jaz upam, da ga bomo na njega dobili en konkreten odgovor. Enako, kot sem rekel prej za občane, jaz mislim, da je nesorazmerno, da morajo gospodarstveniki in javni zavodi v Hrastniku in Trbovljah recimo plačevati tako višjo ceno kot recimo nekje drugje, ker imajo drugačne cene. Ker jih to spravlja v nekonkurenčen položaj.